Zimskega kolegija v Ljubljani najprej povem, da smo zelo veseli, da ste se odločili obiskati še zadnjo večerno akademijo v opusu letošnjega študijskega leta. Sem Andraž Snedec, moderator večernih akademij in danes vas bom popeljal skozi vse današnje dogajanje. Dogodek, ki mu prisostvujete, spada v sklop večernih akademij, mesečnih predavanj. Se sliši mikrofon? Ja. Okay. Mesečnih predavanj, na katere povabimo priznane strokovnjake, da nam spregovorijo o izbrani tematiki. Koncept večerne akademije je produkt poslanstva jezuitskega kolegija, in sicer, da izobražuje, povezuje in odpira dialog. Med drugim dialog med javnostjo in akademsko skupnostjo. Današnji dogodek bo sestavljen iz 3 delov, in sicer najprej bomo besedo predali našemu predavatelju, ki nam bo predaval 1 uro. Šele na to bo čas za vaše vprašanja, in sicer bo časa za vprašanja pol ure. Potem, po koncu dogodka, v uradnem delu, pa ste vsi povabljeni, da se vključate še na manjši pogostitvi, ki bo potekala v kavarni na drugi strani hodnika. Tokratni gost, oziroma predstavnik akademske skupnosti, je jezuit pater Damjan Ristič. Danes nam bo poskusil na čim bolj celovit način prikazati, kako se je cerkev spreminjala v zadnjem stoletju, oziroma še posebej se bo osredotočil na vprašanje, kako, zakaj so cerkve prazne. Pater Damjan Ristič je rektor in začetnik jezuitskega kolegija, kjer se tudi nahajamo. Pred nekaj leti je še predaval na Teološki fakulteti na Univerzi v Ljubljani. Trenutno pa se v jezuitskem kolegiju posveča predavanju tem, kot so biblična teologija, hinduizem, judovstvo ter sodobne verske prakse in duhovstvo. Na Univerzi v Ljubljani je študiral splošno jezikoslovje, bibliotekarstvo, filozofijo in teologijo. Študij teologije pa je nato končal na Univerzi v Londonu. Tam pa se je izpopolnjeval tudi kot psihoterapevt na Westminsterski pastoralni šoli in kot duhovni spremljevalec v okviru formacije za duhovne spremljevalce angleške province Družbe Jezusove. Licenco iz biblične teologije pa je na koncu pridobil na Boston Collegeu iz licenčne teze Funkcija sanskih narativ v Danielovi knjigi. Pater Damjan Ristič je avtor radijskih oddaj Lectio Divina in Sestavine življenja. Hkrati pa danes sodeluje tudi v oddaji Globine, dialog z ateizmom, ki poteka v okviru programa Radia Ognjišče. Je tudi avtor podcasta Pismouk, pastoralno pa se danes posveča predvsem delu z migranti. Poleg tega ima tudi 10 let izkušenj, pastoralnih izkušenj iz Zambije kot misionar, hkrati pa je deloval tudi v Angliji in v ZDA. Na koncu naj povem še neko zanimivost, in sicer, da je hkrati pater Damjan Ristič tudi strasten operni pevec, ki deluje kot koncertni pevec in kot solist, tako doma in v tujini. Spoštovani pater Damjan Ristič, beseda je vaša. Hvala lepa, hvala Andraž za tako lep uvod. Zdaj, ne vem, zdaj moram vse to upravičiti, se mi zdi pred vami, kar ste slišali. Moram eno stvar na začetku povedati, ne. To ni moja strokovna, bi rekel, postavka, o čemer bom zdaj govoril. Ker se počutim bolj strokovnega in, bi rekel, gotovega vase, je to biblična teologija, najbolj, ne. Potem še nekatere druge stvari, načeloma pa sem po srcu predvsem biblični teolog. Vsako leto pa me doleti tudi ta priložnost in možnost, da predavam na eni od večernih akademij. In tema, ki jo danes odpiramo, je prišla na vrsto že večkrat. Povabili smo različne ljudi, da bi o tej temi spregovorili, pa so se nekako poskušali izogniti temu pogovoru. Torej, to, kar imate, sem pač jaz. In to, kar smo zdaj dobili. Jaz bom poskušal vam predstaviti sploh podobo cerkve, ne samo v današnjem času, v 21. stoletju, ampak skozi zgodovino. Sprehodili se bomo najprej skozi en tak divji sprehod, bomo naredili od začetka cerkve do drugega Vatikanskega koncila in do današnjega dne. To se pravi,
tisto, kar sledi potem, so mnoge odprte poti, ki se rišejo v cerkvi ali za cerkev in tako naprej. In bomo videli, da to ni nekaj novega. Cerkev je vedno išče svojo podobo, kdo je, kaj je, zakaj je, kako časti, kako se znajde v svetu. Cerkev je vedno politično vprašanje, ker je vedno vpeta v družbo, v kateri živi, v kulturo, v kateri živi. Tako da prav na začetku sem naredil zdaj en tak mali pregled ad hoc o tem, kaj je cerkev pravzaprav je. To je ad hoc, to nisem citiral nobenega dokumenta tukaj na tem ampak samo, da dobimo neko sliko. Ta opis seveda tudi ni popoln, ampak mislim, da bomo znali videti, kaj je. Cerkev, beseda eklezija pomeni sklic, zbor. Gre za zbor ljudi, ki so postali Kristusovi učenci, ki so v Kristusa, to se pravi v Jezusa, ne govorim o Jezusu, se položili v svoje zaupanje, svojo vero in zaživeli po njegovih normah, etičnih, po religioznem nauku, čeprav beseda religiozno v tem smislu ni najbolj prava, ker je dokaj sodobna beseda. Ampak vsekakor njegov odnos do Boga, do sveta in vsega tega je njegovim učencem model. Ta skupnost, cerkev, sprejema Kristusa kot odrešenika in sicer kot edinega odrešenika. V drugem imenu ni odrešenja, kot je v Kristusovem, in je zato Kristus center pozornosti življenja te cerkve. Učenčestvo, torej etika, kako živimo življenje skupaj, kako ga živimo z drugimi, kako delamo neke konkretne odločitve v življenju, in ob tem se zanašamo na predani nauk in pa po tem nauku prihaja med nas tudi vsebina, ki jo Jezus daje in Oče dajeta po Svetem Duhu. Se pravi, gre za zelo močno povezavo, ki premaga smrt in predstavlja Božje kraljestvo. Ena od stvari, ki jo cerkev počne, je bogoslužje. Bogoslužje je, recimo temu, kolektivna in osebna naravnanost do Boga, kot ga je razodel Kristus. Se pravi, očeta, obračamo se na očeta. In zajema osebno in skupno dejavnost. Beseda dejavnost ali delo je liturgija v grščini in je sestavljena, bistvena stvar je seveda osebna molitev, skupna molitev in pa praznovanje, to, kar mi praznujemo v zakramentih. Zakramenti praznujejo resničnost odnosa med Bogom in med njegovo cerkvijo, ki se izraža v praznovanju, v slavljenju. No, tako bi rekel, nekaj teh stvari, ki veljajo, se mi zdi, za cerkev, kar je dobro, da imamo pred očmi. Vendar, kakšna ta cerkev je, vidimo že na samem začetku cerkve, da ni slika povsem jasna. In sicer ni jasna zaradi tega, ker v cerkev so vključeni Judje, najprej Judje, krščanska cerkev je najprej judovska, kasneje pa seveda s Pavlom in tudi po nekaterih drugih poteh, pretežno pa s Pavlom, se začnejo cerkvi pridruževati še ne Judje, gentes, se pravi. In sicer nimajo izkušnje judovstva, ne poznajo svetih spisov, ki jih imajo Judje, nimajo posebnega odnosa do templja.
niso obrezani, tako kot so recimo Judje obrezani, krščanski Judje in tako naprej. Zdaj, vprašanje, ki se zastavi, je, ali morajo kristjani, ki so, recimo, ne Judje, postati Judje, da so lahko kristjani. To je bilo tisto prvo vprašanje, o katerem beremo tako veliko v Novi zavezi. Posredno v evangelijih, direktno pa Pavel to temo zelo močno naglaša. Se pravi, kakšna bo podoba cerkve zdaj? A bo judovska, ali bo kaj drugega? Kaj bo? Kaj je naša identiteta? Ali je naša identiteta vezana na določeno kulturo, ali je vezana na osebo Kristusa? Zdaj tukaj je prišlo kar do nekaj konfliktov na začetku, med Pavlom, med Jeruzalemom, med Petrom. Pavel piše celo, da je Petra opozoril enkrat, v brk se mu je uprl in rekel, kakšen si, ne? In tako naprej. Vsekakor je pa Pavel ni iskal prepira, ampak je iskal način, kako bi se zbližal, kako bi apostolom spregovoril, kako bi jim tudi on sam pričeval o njegovem odnosu z Jezusom, ki se mu je osebno prikazal, stali Kristus. In ne bom te zgodbe preveč razlagal, ampak vsekakor vemo, v 15. poglavju apostolskih del pridejo skupaj. Zdaj, kako bojo ne Judje v cerkvi živeli? Se pravi, ni se jim treba obrezati. Bom kar prebral to pismo, ker je tukaj v apostolskih delih ohranjeno, ne? Tukaj so zelo pomembne stvari, bomo potem od tukaj naprej nadaljevali. Mi apostoli in starešine, vaši bratje, pozdravljamo brate iz vrst poganov Antiohiji, v Siriji in Kilikiji. Se pravi, zdaj ta cerkev je imela že vsaj dva obraza, ne? Slišali smo, da so vas nekateri izmed naših, čeprav jih zato nismo pooblastili, svojimi besedami zbegali in zasejali nemir v vaše duše. Zato smo soglasno sklenili, da izberemo in pošljemo k vam nekaj mož skupaj z našima dragima Barnabom in Pavlom, ki sta svoje življenje zastavila za ime našega Gospoda Jezusa Kristusa. Očitno je Pavel bil prepričljiv, apostoli so ga sprejeli in so mu dali poslanstvo. In poslali smo Juda in Sila, ki naj vam tudi ustno sporočita. Sveti Duh je sklenil, in mi z njim, da vam ne nalagamo nobenega drugega bremena, razen tega, kar je nujno. Vzdržite se tega, kar je bilo žrtvovano malikom, krvi in mesa zadavljenih živali in nečistovanja. To je, če se boste tega varovali, boste prav ravnali, pozdravljeni. To je neka taka izjava, ki so jo apostoli, ali pa, če bi rekli na nek način, praškofje, tudi skupaj prišli, očitno v molitvi, ker govorijo, da je skupaj s Svetim Duhom so prišli do tega sklepa. In so na ta način dopustili, da se obraz cerkve spremeni. Namreč, če ni treba biti Jud, potem se držiš nekaterih zapovedi, pa si v redu. Ne? In bistvene stvari so tukaj izražene, kot smo jih slišali. Zdaj, ko mi razglabljamo o cerkvi v 21. stoletju, imamo za sabo zgodovino cerkve, ki je stara okrog 2000 let, ali še malo več, ne? In znamo predstavljati, da so stvari dokaj bolj zapletene, kot pa tam na začetku, ko so rekli meso ja, oziroma idolom ne, krvavic ne in podobno, ne? In vzdržite se spolne nemoralnosti. To še zmeraj drži ali pa ne drži. Mi imamo krvavice, jemo. Ali to se pravi, da je nek tak odlok, ki je tukaj napisan, odlok za vse večne čase, ali se to tudi lahko spremeni? Namreč cerkev išče, se pravi, ko govorimo o cerkev, govorimo predvsem v tem smislu ponavadi o
voditeljih v cerkvi, škofje, patriarhi in podobno. Bomo šli na hitro skozi različne koncile, ki so odgovarjali na različne konflikte v zgodovini krščanstva in so iskali rešitve in prišli do nečesa, kar danes imenujemo ortodoksija, oziroma to, kar je za nas kristjane kanonično, da verujemo, da delamo in se etično obnašamo. Torej, poglejmo zgodnje koncile. Tukaj, jaz nisem navajen s PowerPointom delati, tako da jaz bom gledal kar tukaj, pa malo bom vas gledal, rajš kot pa v tablo, če se strinjate. Okay. Se pravi, prvi nicejski koncil je bil proti arijanstvu. To je bil veliki koncil in sicer je potrdil, da je Kristus Bog. Pravi, že tukaj imamo na začetku cerkve, ljudje pregovarjajo, ali je Bog ali ni Bog. In paste, to je 3. stoletje, ne? Oziroma kaj je to, 4. stoletje, 325, ne? Že kar nekaj ima cerkev zgodovine za sabo, ampak še vedno si ni edina glede tega, ne? Tudi cerkev bo v tem smislu naredila sklep, odlok, in tisti, ki bodo ta odlok sprejeli, bojo v občestvu cerkve, sicer bodo anatema, se pravi, ne bodo. Ne? Torej, mi poznamo iz tega časa našo nicejsko veroizpoved, ne? Poznate, tista ta krajša pri Rožnem vencu pa to. Ne? Potem pride Carigrajski koncil proti Makedonijancem, nimamo nič proti Makedoncem, ki imamo nekaj tukaj, ampak Makedonijanci pa so nekaj drugega verjetno. Ne? Ta koncil je potrdil božanstvo Svetega Duha, razširil je nicejsko veroizpoved, zdaj je to nicejsko carigrajska izpoved. Potem pride Efeški koncil proti nestorijanizmu, kjer potrdi Kristusa kot eno osebo, Marija je Božja mati, Theotokos. Se pravi, te stvari, ki so nam tako, da rekel, jasne in samoumevne, vidimo, da imajo kar precej zgodovine razpravljanja, pogovarjanja, dialoga, tudi bojev medsebojnih, včasih fizičnih obračunavanj celo, da smo prišli do nečesa, kar rečemo, stvari so, to vsi podpišemo, to je koncil je sklenil, ne, in je to zdaj za nas merodajno. Če se držiš tega, si še v občestvu cerkve, če se tega ne držiš, oziroma imaš drugačna prepričanja, si pač nekje zunaj, imaš svoje prepričanja in tako naprej. Vemo, da so, recimo, nestorijanska cerkev je bila nekaj časa ena največjih cerkva in se je širila predvsem na Daljni vzhod, dosegla Kitajsko, celo Indonezijo, Japonsko, ne. Ampak nestorijanci so bili velika cerkev, ki je potem kasneje seveda propadla, oziroma deli nestorijanizma še vedno obstajajo. Recimo Džingis Kanova mati je bila kristjanka nestorijanske veroizpovedi. Tako da Džingis Kan in Mongoli so imeli določeno afiniteto do kristjanov, seveda vkolikor jim je to prav prišlo. Potem imamo Kalcedonski koncil, ki je proti monofizitizmu. Se pravi, da definirajo Kristusa kot eno osebo v dveh naravah. Kristus je hkrati božanski in človeški. Če beremo Sveto pismo, ne, to precej dobro opazimo, tudi različni evangeliji predstavljajo Jezusa, nekateri, recimo Marko, nekoliko bolj kot z tega človeškega vidika, mogoče Janez, nekako tradicionalno se to tako razume, ta njegov, ker se utelesi kot logos, se pravi, bolj duhovni vidik, bolj vezan na Božjo naravo.
tako. Potem gre naprej. Tukaj smo bili, ne? Dobro, gremo naprej. Leta 553 do 870 nekako je nadaljne potem oblikovanje in pride do koncila, ki govori o kristologiji, spet o Kristusu, kaj vemo o njem, kaj verjamemo o Kristusu. Pazite, to je zdaj precej let že od začetka, ne? Zdaj že počasi prehajamo proti naslednjemu tisočletju. In še vedno se cerkev išče neko svojo podobo, svoj izraz, seveda glede na to, da se svet, v katerem je, spreminja. Rimski imperij, zahodni je že propadel, vzhodni še obstaja, papež je, rimski škof je papež v Rimu, nekako ohranja neko kontinuiteto z starim rimskim časom, zato se pač naša cerkev, se pravi rimokatoliška cerkev imenuje pač rimska cerkev, ker je papež patriarh Rima, lahko tudi latinska cerkev, ne, zaradi tega, ker je bil jezik predominantno latinski, se je uporabljal v bogoslužju in drugače, ne, tudi v smislu znanosti in teologije. Tukaj imate še nekatere zanimive izraze, recimo tretji Carigrajski, monoteletizem, nauk o eni volji v Kristusu, ne se nanaša na tele, ampak na telos, ne. Telos je volja, usmerjenost, grški izraz. Tako. Drugi nicejski proti ikonoklazmu je torej bil ta nasprotovanju češčenju svetih podob. Opredelil je, da je češčenje svetih podob ikon legitimno in koristno, saj se nanaša na upodobljeno osebo. Ne častimo ikone kot take, ampak tistega, ki je upodobljen. To so bile take stvari, ki so očitno, ne, v cerkvi je vedno tako, da nekdo se obesi na eno stvar in jo želi, bi rekel, da zmaga, ne. In tukaj očitno nekomu je šlo v nos, da so častili ikone, mogoče drugi so to izkoriščali in podobno. Zdaj, jaz vam tukaj ne bi razlagal tega, preberite si te koncile v kakšni knjigi ali kaj podobnega. Mogoče bi pa naredili en tak modul kakšno leto, da bi nekdo te stvari predaval, to bi bilo zelo zanimivo. Odkot prav naša vera, naša tradicija prihaja, skozi kaj je šla in kje so njeni začetki in kakšna je njena transformacija. Se pravi, tradicija je prenos, ne, prenos nauka, je prenos vere, etosa in vsega tega. Dobro, potem gremo še naprej. Se obljubim, da ne bo cel večer to, kasneje bomo prišli na nekaj drugega, ampak želim samo to ustvariti v vas, da se zavedamo, da kaj je vizija in kdo je cerkev in kako je cerkev, je stalno v flux, je stalno se, bi rekel, prilagaja, spreminja, išče, ne, tako. In seveda na to vplivajo razni faktorji, zunanji in pa notranji. Zunanji, recimo, razpad rimskega imperija, vdor Vizigotov ali kaj podobnega, ki postanejo potem Arijanci in nekaj časa so arijanska cerkev in podobno, ne. In potem so razne pojavi v cerkvi, kot pa bomo zdajle prišli, recimo razna gibanja v 11. 12. stoletju. Lateranski koncil tukaj uvede recimo duhovniški celibat, ne, po dolgih stoletjih. Drugi lateranski koncil, očitno je bila cerkev v razkolu po izvolitvi proti papeža Anakleta II. Potrdil je disciplinske ukrepe prejšnjega koncila. Se pravi, koncili so neki takšni zbori, ne, ki potem imajo
recimo zakonodajno moč, da povejo, kaj v cerkvi je pravoverno, kaj pravoverno ni. Vedno pa ostajajo odprta vprašanja. Ne? Vedno so vprašanja odprta, vedno so novi izzivi in cerkev po svoji najboljši moči išče odgovore, ki kreirajo enotnost. Hkrati pa branijo izročilo apostolov in izvorni nauk. Torej, to. Dobro, potem imamo še, poglejte, recimo tukaj 4. Lateranski koncil, reforma cerkve, boj proti, predvsem poznamo v tistem času, kaj so že, pomagajte mi. No, pač v Bosni jih imamo recimo zelo znane, Bogomol in tako naprej, ne? Bogomili, pardon, in tako naprej, ja. Dobro, potem od takrat naprej hodimo enkrat na leto spovedi, pa enkrat na leto Hobhailu. Pač to je koncil določil, očitno to ni bilo, ampak od takrat naprej to je, se to pričakuje, ne? Dobro, koncil, 13. 15. stoletje so krize, spet nove krize in odgovori, vprašanje politike, edinosti in pa koncilarizma. Prvi Lionski odstavi cesarja Federika II., ukrepi za pomoč sveti deželi ali po domače povedano križarska vojna. Drugi Lionski poskus ponovne združitve z vzhodno cerkvijo. Vemo, da je na prelomu tisočletij pač se prelomila ta edinost. Ta poskus je bil nekaj kratkotrajno uspešen. Dobro, potem imamo razpust templarjev, očitno se je koncil ukvarjal s tem. Obravnava frančiškanskega spora o uboštvu in pa poziv k novi križarski vojni. Se pravi, vidite, tukaj imamo res prav prave politične teme, ne, ki se izpostavljajo in se sprašujejo, kaj cerkev je, kako je in tako naprej. Ok, no, pa poglejmo naprej. Zdaj pa pride prvi odziv oziroma na dogajanja, ki nakazujejo reformacijo cerkve oziroma pač reformacijo. Tudi predreformacijska gibanja. Gre za klic cerkvi, da se vrne predvsem k svetemu pismu. Sicer je sveto pismo ves čas bilo del cerkve, ampak zdaj so bile nove razmere, prevodi so prišli, recimo, angleški, Wycliffe ali kaj podobnega, ne? In ljudje so bili bolj izobraženi in so bolj želeli razumeti vero, pa so jo morda razumeli, morda pa malo tudi niso razumeli. In potem pridemo kar do tega našega tridentinskega koncila 1545 do 1563. Odgovori na protestantsko reformacijo, opredelitev ključnih katoliških naukov, recimo sveto pismo, tradicija, kaj je, opravičevanje, zakramenti, maša, pomembne reforme, recimo, ki naj bi cerkev okrepile in dale nov zagon, zato več izobraževanja. Duhovniki so se morali izobraževati, zdaj nujno, prej mogoče ne. Misal nastane, katekizem, odprava zlorab, ki so bile v cerkvi, ne? Zlorabe so kritizirali upravičeno protestanti, predvsem prodajo odpustkov in podobno. Se pravi, neka samokritičnost v cerkvi v tistem trenutku. Je pa seveda ta koncil zelo močno oblikoval naslednja stoletja, ki so izoblikovali mogoče tisto, kar se mi predstavljamo, kaj je cerkev je. Predvsem tukaj na zahodu. Ne? Oziroma
kaj je bila, pa zdaj mogoče ni več ali kaj podobnega. To je, Tridentinski koncil je vsekakor nekaj, kar je zelo močno podobo cerkvi dal. Zanimivo, recimo Sveto pismo, ne. Sveto pismo se zaključi tukaj kanon. Zdaj so te knjige, ki so v Svetem pismu ja in ne, so zaključene. Že prej so bile, ne, ampak zdaj je to koncil potrdil. Sveto pismo je to, je navdihnjeno, to in drugo ne. Zato je recimo Luther je še želel, pa še nekateri drugi so tudi imeli druge cerkve, ne, se pravi, ki niso nujno v koinoniji z Rimom, ne, imajo nekatere druge knjige tudi. Luther je razmišljal, da bi dal ven Jakobovo pismo. Zato, ker pač ni nekako z njegovo to teorijo ampak ni bil edini. Jakobovo pismo je bilo zmeraj nekako malo kontestirano in podobno. Anglikanci in tako naprej so tudi nekatere druge knjige dali ven iz kanona, dočim ko Tridentinski koncil je končno potrdil tole, kar imamo zdaj tukaj. Zanimivo, ne? A ste si predstavljali, da je tako pozno te stvari so dorečene? Sej so bile izrečene že prej in uporabljene in tako naprej. To ni, da tega ni bilo, ampak da pa je bila potreba potem, da koncil to potrdi, je pa se očitno pokazalo prav takrat. Se pravi, enotni misal, mogoče je bilo to včasih malo bolj regionalno, tudi recimo nekatere regionalne cerkve so imele svoje tradicije, ne, ki so jih tudi razvijale. Ampak zdaj je tukaj misal, ki je nekako za vso cerkev. Dobro, potem pa pride moderna doba. Upam, da vidite, kaj delam zdaj. Govorim o tem, kako se podobe cerkve spreminjajo. Ne? Naslov je, ni zakaj so cerkve prazne, to je podnaslov kot neke vrste bait, ne? Ampak glavni naslov je podobe cerkve. Ampak brez skrbi, bomo tudi spregovorili, če so prazne in zakaj so in zakaj niso. Prvi Vatikanski koncil je odgovor na racionalizem. No, to nam je zdaj že malo bliže, racionalizem. Ne? Se pravi, to, kar je racionalno, je resnično. Se pravi, tisti, ki je racionalen, ima prav. Problem pri tem je seveda, da racionalizem potem postane tudi del katolištva, ne? Ker je nekaj racionalno, potem je. In zdaj, kdo je tisti najbolj racionalen, potem to postane en povod za stalne spore, ki nastanejo recimo med drugim Vatikanskim koncilom in tudi nekako spore, ki jih spremljamo od drugega Vatikanskega koncila naprej. Modernizem, ne, je neka stvar, o kateri tudi tukaj lahko govorimo, in za modernizem je značilen racionalizem. Dobro, toliko na hitro, bomo kaj več o tem povedali kasneje. Takrat nastane dogma o papeževi nezmotljivosti. Očitno je to reakcija na to, na tisto, kar smo prej imenovali koncilarizem, ne, kdo je tisti, ki končno nekaj reče. In tukaj je nekako cerkev sklenila, skupaj s Svetim duhom očitno, ne, da je papež pač v določenem pogledu nezmotljiv, kar se tiče nauka, ampak samo v nekaterih primerih, če to izreče ex cathedra. Se pravi, vsak papež je zmotljiv, ne, sigurno se lahko zmoti, če ga vprašaš, koliko je ura, pa reče, da je 5 čez, je pa 3 čez, je zmotil, ne. Ampak v določenih funkcija papeža, ne, kot je pa tista, da on je zadnji, ki izreče stvar.
Ampak to ne naredite kar tako. Do zdaj mislim, da je bilo samo 2-krat uporabljena ta papeška ex-katedra nezmotljivost. Mislim, da pri dogmi v Rimem Nebozetju, če se ne motim. Brez madeža, ne? Ok, dobro. To ni nekaj, kar bi zdaj papeži okrog s tem hodili pa rekli, se ne motim. Ne? Je precej bolj problematično. Dobro, drugi Vatikanski zbor, koncil, no tukaj imamo neko besedo, aggiornamento, imamo risorsemo, o tem bomo nekaj več spregovorili. Drugi Vatikanski koncil seveda je po drugi svetovni vojni. Prva svetovna vojna je bila vojna krščanskih kraljev. Katoliških celo med seboj. Ne? In je prenesla devastacijo, kakršne ni bilo. To so bili familije, kralji, so jih lepo igrali šah z ljudmi, brez vesti. In tam je prišlo vprašanje, ne, kako so to krščanski kralji. In kar se je zgodilo, je, ne, da so začeli krščanska kraljestva ali imperiji počasi izgubljati na veljavi, s tem pa tudi cerkev v družbi. Druga svetovna vojna je prinesla, spet je nastala v krščanski Evropi. Ne? Mislim, to sta dve najbolj do zdaj najhujša katastrofi za človeštvo, ne? Znotraj krščanske Evrope. Zdaj, kaj to pomeni krščanstvo? V slovenščini imamo eno samo besedo, ki zaznamuje to, kar se imenuje v angleščini Christianity, pa Christendom. Se pravi, Christianity gre za tisto, kar izhaja iz evangelija, kar se v cerkvi, bi rekel, kar cerkev gradi in jo povezuje z Bogom in ustvarja enotnost in podobno. Ne? Dočim, ko je Christendom, je pač vpetost cerkve v politično-kulturne tokove, ki ustvarja lahko imperije. Ne? In tukaj smo prišli v prvi svetovni vojni, v drugi svetovni vojni smo prišli do največje krize krščanskega imperija. In od takrat naprej govorimo o neke vrste zatonu. Ali je to res, ali pa to ni res. To bomo pa zdaj videli. Ne? Mogoče statistike povejo kaj drugega. Mogoče pa zaton krščanstva, o katerem zdaj veliko govorimo, ne, pomeni čisto nekaj drugega. Če gledamo zgodovino teh koncilov in vsega tega vojn in skozi vso zgodovino krščanstva, ne, lahko ugotovimo, da je cerkev vedno v krizi. Propade, se sestavi, ustane, uporablja za to, da se vzpostavi, uporablja evangelij, se pravi, za nas je merodajno najbolj seveda Sveto pismo, ne, to je, in vsaka druga stvar in tradicija, ki razlaga Sveto pismo, je nekaj velja, neka druga tradicija, ki ni vezana na Sveto pismo, ima drugačno veljavo. Ne. Kaj sem, tradicija v latinski cerkvi je, da je vezana na rimsko pravo. Ne. To ni božansko razdeto pravo, ne. Pač pa je to del te cerkve, ne, medtem ko druge cerkve morda nimajo, nimajo rimskega prava. Ne. Dobro, poglejmo zdaj tukaj, kaj se je zgodilo. Vsekakor prišlo je do tega, tudi znanost je začela proizvajati neke odgovore, ne, ki so ljudem omogočili, da so bolj lagodno in dobro živeli. Kar mogoče vera ni mogla tako učinkovito narediti. Ne. Zdaj si šel k zdravniku, si slikal koleno, rentgen si naredil, ne, in so vedeli, kaj narediti.
lahko bi pa šel k duhovniku, da bi ti mazilo koleno, ne, in bi bilo ali pa ne bi bilo. Ne. Tako v tem smislu znanost je dobivala, kot se reče, ali pa medicina in podobno, upper hand. V angleščini seveda nadmoč. Ne, nadmoč. Nad človekovimi pričakovanji. Seveda, vera je še vedno del te človekove naše izkušnje in zdaj je bilo potrebno videti, kako vero z napredkom, ne, ki je v znanosti in drugače, tako v naravoslovju, kot tudi v družbenih vedah, kako ustvariti nov dialog in nek relevanten dialog s tem svetom. Ne. To je seveda se mi zdi nekaj naravnega, ne. Za nekatere je pa to problem. Zakaj? Ker mi se pač ne pogovarjamo z nekom, ki nismo mi. Mi imamo zase svoj prav in zdaj svet je včasih ni bil tako močen. Svet je bil pač podrejen cerkvi, recimo, ali pa krščanstvo, ali kakorkoli, ne, tisti naš znanje. Zdaj pa naenkrat ni bil več. Zdaj pa lahko cerkev zavzame pozicijo, mi smo žrtve, preganjani, ali pa gremo v dialog. No, in to je tista stvar, ki je drugi Vatikanski koncil odprl, in sicer dialog s svetom. Okay. Tukaj imamo nekatere tele odloke drugega Vatikanskega koncila, recimo Sacrosanctum Concilium je liturgija. Liturgija, smo rekli, kot jo poznamo, je iz Tridentinskega koncila bila, nekateri se jo, mogoče kakšni precej starejši še spomnijo, ne, kako je to bilo. Tudi jaz se še spomnim, ko sem bil še mlajši kandidat za katolištvo, sem se najprej srečal z nekim duhovnikom, ki je maševal po starem obredu in jaz sem pač pomagal mu in tako naprej. Tako da malo sem to videl, izkusil. Ampak vprašanje je pa zdaj, ali cerkev tudi oznanja s pomočjo liturgije. Ne, vprašanje je seveda, ali mora cerkev s pomočjo liturgije oznanjati, ali je liturgija pač bogočastje in to je to. In če je, kakšno naj bo. Ne. In zdaj tukaj, jaz mislim, Vatikanski koncil je gotovo iskal način, kako bi odgovoril na vse te izzive, na vsa ta vprašanja, ad experimentum na nek način. Poskusimo. Ne. In je odgovoril na nekatere konkretne stvari, namreč narodni jeziki so se v cerkvi že takrat uporabljali, uporabljala se je, kaj sem v raznih misijonskih deželah in podobno, so že uporabljali tudi narodne jezike, tako da to je bil odgovor, ali je to legitimno ali ni legitimno. Ne? In če boste brali, jaz vam priporočam eno knjigo, lahko jo na audio poslušate, greste na sprehod, 4 ure traja, pa še dobite malo zdravja not. Introduction to the Second Vatican Council, I think, nekaj tasga. Če pogledate na Audible, boste tam poslušali, se sprehajali in boste rekli, wow, vse to se dogaja in se je dogajalo in skušamo razumeti. Ne? Dobro, cerkev, ne, do zdaj je bila cerkev, če podobe so se cerkve zelo spreminjale, ne, če je bila mogoče na začetku tista skupnost, ne, ki je iskala, kdo je noter in kdo je zunaj, ali so Judje, ali so Grki, ali smo mi Judje, ali hodimo še naprej v tempelj. Očitno potem, ko je tempelj porušen bil, se je ta, bi rekel, liturgični okvir tudi porušil, ne, na nek način. Kasneje ga krščanska liturgija rekreira, mogoče v knjigi Razodetja in podobno, na nek način. In kaj sem govoril zdaj? Zdaj pa cerkev se jo pa da definirati na različne načine. Ne? Lahko je
cerkev kot inštitucija. Ne, mogoče se v teh stoletjih, tisočletjih, ne, če tako vzamete, skozi koncile, skozi razne, rekel, dogodke, cerkev predvsem utrdila kot inštitucija z svojo hierarhijo, ne, na nek način imitira rimski imperij, ne, bi rekel imperialno strukturo. Ne imitira, ampak nekako jo povzema. V čemer ni nič narobe, ampak časi so se spremenili. Ne? Ali je to še mogoče? Ali je to še pravi model? Ne? Če boste brali eno knjigo, Avery Dulles, to je bil kardinal, sicer jezuit, je napisal Models of the Church. Eno knjiga, ki se splača prebrati in boste videli več modelov cerkve, ki se, ali pa podob, če se vrnemo na naš naslov. In lahko tam spoznate, recimo, tukaj je kot božje ljudstvo, ne? Potem cerkev kot ljudstvo na romanju, ne? Kot potujoča cerkev in podobno. Zdaj, jaz vseh teh, zdaj se ne spomnim, ampak recimo božje ljudstvo, kot ga je razume potem Vatikanski koncil, razširi, se pravi, ne gre samo za kler, ki odloča za laike, ampak zdaj laiki so postali izobraženi vsaj toliko, če ne bolj kot kleriki. Ne? Izobrazba je ena stvar sicer, ne, ampak druga stvar je posvečenje, ampak morda je posvečenje vendarle namenjeno v prvi vrsti služenju skupnosti in bogočastju, ne? Medtem ko se pogovarjamo o temah, naših temah, kdo smo mi, lahko vsi. Ne? To je ta vidik. Božje ljudstvo, poudarek na laikih, škofovska kolegialnost. Zdaj, to ni zdaj več, bi rekel, samo top-down, ampak stvari se dogajajo v dialogu. To pa je vedno problem. Čim se ustavlja dialog, je problem. Zakaj? Ne vem. Ampak se. Ne? Pač vsak išče svoje, ne, predvsem. Zaradi tega. Pač ta človeški moment. Ni lahka pot, je težka pot. Ampak morda je vendarle smiselna. Ne? Ljudje bi rajš, jaz vidim večkrat, bi rajš poslušali, da jim nekdo vse pove in da se potem tega držijo in pridejo v nebesa. Enostavno. Ne? Zdaj, zakaj pove, odkot mu to, in to je pa druga reč. Ne? Tukaj je pa ta dialog, ki teče znotraj cerkve, ali pa ne teče, včasih ne teče in to je potem problem. Dobro, tukaj sem že omenil odnos do sveta, dialog s kulturo, znanostjo, poudarek na človekovem dostojanstvu, Gaudium et Spes. Tukaj je vendarle cerkev tudi prodrla v javnost z človekovim dostojanstvom in z vsemi temi stvarmi. Ne? To je nekaj, kar izhaja iz krščanstva in nekako smo to vendarle uspeli nekako spraviti skozi. S tem, da zdaj človekovo dostojanstvo je ena kategorija, o kateri se lahko pogovarjamo in očitno pač humanistična, ateistična recimo ideologija to lahko definira po svoje, kadarkoli, kadar hoče. Ne? Tako da ponavadi je to dogovorna etika. Ekumenizem, medverski dialog. Zelo pomembna stvar. Ut unum sint, da bi bili vsi eno, ne? Je vendarle Kristusova želja. Pazite, tukaj ni beseda enaki ali pa isti, da bi bili vsi čisto isti, ampak da bi bili eno. Zdaj, tukaj na teh besedah se lahko potem debatiramo, se sprašujemo, kaj je tukaj mišljeno, kaj je prav, kaj ne, in tukaj se bomo kregali, ne? Nekateri bi rekli, vsi moramo biti isti, od Vladivostoka do kam? Do Vladivostoka okoli sveta. Recimo, da tam začnemo.
Dobro, medverski dialog. Vendarle mi živimo v tem svetu, ki ima svoje tradicije, častitljive, svoje filozofije. Naše krščanstvo se je predvsem upelo na grško filozofijo in izročilo, ne? In pa recimo na latinsko pravo, ne? Ampak ta svet pozna še nekatere druge prijeme, pristope. Ni nujno, da mi zdaj te moramo sprejeti za zameno za druge, ampak če ne drugega, je treba poznati, da se sploh razumemo. Ker na nekaterih točkah se razumemo, na nekaterih se pač ne razumemo, ne? Ampak kakšen je svet, če se rajš kregamo, kot da če se skušamo slišati. V tem je ta poudarek, dialog s kulturo, znanostjo in tako naprej. Gaudium et spes. Nostra aetate. Dobro, verska svoboda, pravica vsakega človeka, dignitatis humanae. Še ena stvar je, in sicer Mirabilia, kako že naslov, o medijih. En kratek dokumentek, ki je šel in dokaj nepomemben, se je takrat zdel v drugem Vatikanskem koncilu, ki pa je danes super pomemben. Bomo videli, zakaj. Okay. Zdaj pa gremo malo statistike gledati. Zdaj smo postavili tako sliko, da je cerkev pestra, se spreminjajo, so sorte, tradicije so take drugačne, katere so relevantne in tako naprej odločajo koncili in ne ljudje tako nasploh obče, ki se jim to zdi, ne? Ali pa papeži, ali pa tukaj so, kjer pride do sporov, ne? Zdaj, kaj pa to pomeni v smislu statistike, predvsem od drugega Vatikanskega koncila dalje? Okay. Število katolikov še vedno narašča, jih je 1,39, 2, 3, 4, 5, dodajamo, zdaj malo še koga. Na odstotek svetovnega prebivalstva je nekje število stabilno, rahlo naraščujoče. 17 do 18% prebivalstva. Okay. Res je, da se je težišče, se pravi, kje so cerkve polne, se je premaknilo drugam. In sicer na jug, Afriko in na vzhod. Na jug in na vzhod. Tam je cerkev v porastu. Okay, prazne cerkve, Evropa in delno Severna Amerika beležita stagnacijo in celo upad katolikov, upad obiska Kamaš, tu se kaže problem naslova tega, ne, pač v Zakramentu. Zdaj, mi smo zelo tako, vse zmerimo, koliko je bilo obhajil, koliko je bilo vsega toliko in tako naprej, ne, to je. Statistike so strašne, lahko jih študirate, tudi Slovenska škofovska konferenca je izdala en dokument, ki ima 250 strani ali nekaj takega. Jaz nisem vsega študiral, ne. Sem se bolj držal, ker če bi še tisto češli, bi bili pa zjutraj. Ampak vsekakor cerkve v zahodni Evropi se praznijo, v drugih krajih, predvsem Afriki in na vzhodu, so pa polne. Jaz osebno imam izkušnjo, hvala Bogu, cerkve v različnih kontekstih, ne. V Zambiji sem bil 2 leti in sem tam spoznaval cerkev seveda misionarska cerkev, ki to zdaj več ni, ne. Ni misijonska cerkev, ampak je, bi rekel, čisto lepo krajevna domača cerkev z svojim pomenom, svojimi tudi tradicijami, izrazi in tako naprej. Vse poznamo afriški mogoče izraz krščanstva, ne, ki se izraža recimo predvsem v liturgiji, ampak ne, to ni vse. Veliko več je v organizaciji sami, karitativnosti, izobraženosti. Načeloma bi lahko rekel, da če je v zahodni Evropi glavna pobožnost rožni venc, ali pa vse želi biti, je v Afriki biblični študij. Vpliv protestantizma, morda, ampak vsekakor je cerkev zelo živa. Z ljudmi se lahko pogovarjaš o teh zadevah kadarkoli, kjerkoli in tako naprej. Moja prva izkušnja je bila Bible study.
v Čikuniju. In smo šli 2 ure peš in potem smo 2 ure čakali, da so 2, 3, 4 prišli. In do večera smo se nabrali in potem smo imeli Bible study v jeziku Čitonga, ki ga jaz nisem nič razumel. Ampak vsekakor sem pa doživel, kaj je to predanost in kako zelo močno je vpliva, bi rekel, ta želja po poznavanju Gospoda, ne, preko Svetega pisma na te ljudi. Da so pripravljeni potovati zato, da so lahko tukaj zraven. Ok, duhovniški poklici, upad v Evropi, očitno, Ameriki tudi, rast v Afriki, sicer bolj zmerna, ni ponorelo, da bi vsi hodili tja za duhovnike, vsekakor pa v Aziji, ne, velik upad je pa redovništva, predvsem sester, redovnih sester. To pa se je zgodilo, zdaj tukaj lahko se potem ugotavljamo, kaj je razlog temu, ne. Gotovo, da je feminizem kot tak, ne, prinesel nov pogled na to, kaj je ženstvenost, kaj je vloga ženske v cerkvi in tako naprej. In koliko je to še za ženske sprejemljivo, za takšen način življenja, in je izziv, ne. Ko je Vatikanski koncil pač vnesel drugi Vatikanski vnesel nekatere spremembe, je prišlo do usipa ženskih redov, ne. Zdaj nekateri močni stari redovi so samo še stari in ne več močni. In nekaj pa govori to, ne, se pravi o cerkvi, vendarle redovništvo in duhovništvo, ne, sta dve stvari, ki govorita o tem, da je smiselno živeti in dati življenje, bi rekel, za evangelij, ne. Biti skopljen za evangelij, kot bi temu rekel Kristus, Jezus. Zdaj je tega pač, to zgleda, da to ni več, vsaj pri nas, ne, na Zahodu, je to aus, je to res konc, ne. Duhovništvo je upad strahoten, ne, na Zahodu. Konec koncev zdaj cerkve so prazne. Jaz sem več ljudi je reagiralo na to. Nič niso prazne, kar pridite k nam. Ja, ok, pridem. Vem, da se imate lepo, da se veliko, mi se imamo tudi in potem imamo agape in ne vem kaj in se imamo radi in veliko nas je. Ampak objektivno gledano so pa cerkve tukaj na Zahodu resnično prazne. Mi smo taka marginalna skupina v družbi, če že hočemo se potem meriti. Sicer jaz mislim, da to ni pomembno, ali smo v družbi pomembni ali ne. Preveč dobro je, da imamo dobre odnose z oblastniki, kot pravi Pavel, ne, pa Kristus. Ampak mi smo marginalna skupina. Zdaj, koliko je v Sloveniji, je upad od javnih, mislim, da imam tukaj potem naprej statistiko, ali pa mogoče nimam tukaj statistike, se pa upad je strahoten, ne. Kaj je razlog za to? Ok, vse to, o čemer zdaj govorimo, ne, vse to. Je tudi, bi rekel, vprašanje cerkve, kako sama sebe razume, ne, kaj dela, kdo je, ali je to en tak, predvsem nek pastoralni servis, ne, ali je to ljudstvo, ki roma v življenju, ne, in gre naproti nebesom, ali je to mogoče, grešniki, ki jim je oproščeno, ali karkoli že. Zdaj, tukaj imamo več načinov, kako se lahko cerkev razume. Tako kot se razume, takšno podobo tudi daje. Ne? In dejstvo je, da tako kot vedno v zgodovini nimamo enotnega odgovora. Dobro, zakaj so cerkve prazne? Recimo nekaj dejavnikov, lahko potem še kaj rečemo tudi. Kriza zaradi spolnih zlorab. To je zdaj, bi rekel, prva stvar, zakaj ljudje hodijo preč in grejo. Mislim, to je strahotno, kaj je v cerkvi se dogajalo in se nažalost tudi še dogaja, ne. Mi govorimo o
tisočih in tisočih in tisočih zlorabljenih. Ne. To ni veliko spodbudno. Jaz bi bil pa kristjan. Ne. Nekaj je bilo narobe, ne. Nekaj je bilo močno narobe v tem, kako cerkev pač ščiti svojo zunanjo podobo, ampak pozablja na žrtve in na tisto osnovno poslanstvo, ne, ki je, da je to varna skupnost, kjer se oznanja evangelij in se delijo zakramenti. Mislim, lahko tudi to delaš, ampak hkrati očitno ni bilo dosti dobrih filtrov ali pa jih tu mogoče še nekje ni. Ljudje zanikajo še vedno, kljub vsemu to. Dobro. Zdaj, seveda, zakaj so prazne? Zdaj, tukaj en župnik je govoril, jaz bom imel samo, ne bom imel 3 vigilij pa 3 ustajenskih tehle, kaj so že, procesi, ne. Ja, ne more imeti, pa že starejši je, pa ne more imeti. Ne. Duhovnikov je malo, zdaj, če jih je malo, je njihov, bi rekel, vpliv na to, kako organizirajo skupnost in tako naprej, majhen. Vprašanje je, če župnik mora biti motivator pa animator. Ne. To je druga stvar. Ne. Lahko, jaz spomnim se iz mojega časa, bi rekel, služenja v cerkvi v Bostonu. Ne. Tam je bila župnijska upraviteljica in pa župnik. In župnijska upraviteljica je imela precej visoko pomen in je bila animatorka in administratorka in vse te zadeve, imela službo, dočim, ko se je Father ukvarjal predvsem z zakramenti in tako naprej. Ne? Lepa cerkev, zelo pisana, bi rekel, etnično in podobno. Slaba glasba, obupna bila. Tako, sorry. Se me ne bojo zameriti. Demografski trendi. Ja, staramo se, nizka rodnost, ne, včasih smo imeli veliko otrok, pa je vsej 2 sta bila določena za nuno, 2 pa za župnika ali kaj takega, ne. Dobro, ljudje dojemajo cerkev kot, jaz sem bral malo komentarje na tej naši objavi, ne. Pač ljudje so troli, ne, trolajo po objavah. In to je bilo, predvsem je bilo zanimivo najprej, potem pa mi je šlo na živce, pa sem par stvari brisal, ker zakaj bi se tam spluvali za brez veze. Ampak mogoče pa ni brez veze, ne. To je poanta. Mogoče pa res čutijo, da je cerkev tako grozljiva in ogrožujoča, ne, da je treba pač uničiti, pluniti in ne vem kaj. Ne. Jaz mislim, da ne, ampak nekaj pove namreč o tem, kje smo, kdo smo, kako nas ljudje dojemajo. A smo le še na 15. Mama mia, koliko pa je ura? 7:06. Že? V redu, dobro, notranje napetosti, globalni izzivi cerkve danes, medverski dialog, verska svoboda, socialna pravičnost, inkulturacija, pastoralna skrb za migrante. Jaz, recimo, to je moje delo, ki ga zelo rad upravljam, mašujem v angleščini za ljudi, ki ne razumejo slovensko, ne. Lepo delo, nagrajujoče, mislim, za vse. Potem pa še nekatere druge stvari. No, vse je mogoče, zdaj nadaljnje pol ure lahko ob teh temah tudi kaj spregovorimo, oziroma kakšno vprašanje zastavite, bom z veseljem poskušal odgovoriti, če vas zanima seveda moje razmišljanje še naprej. Hvala za enkrat. Najlepša hvala, Damjan. Kot je bilo omenjeno na začetku predavanja, sledi čas za vprašanja. Dobite 2 mikrofona, oziroma enega bom držal jaz, vi dobite tega za snimanje. Tako. Pa morda samo nekaj napotkov, bodite spoštljivi, kratki, želimo slišati vaše vprašanje in ne govora.
Hkrati pa mogoče, da se res navezujete na drugi del predavanja prej, ki ga je Damjan mogel spustiti. Ja. No, nisem ga spustil, ampak lahko se pogovarjamo. Koliko je še tega, ok, dobro. Ja. No, tukaj imamo še nekaj statistike, vidite recimo, kaj je po drugem Vatikanskem koncilu je naraslo skoraj še enkrat cerkev toliko, ne. Seveda vprašanje je, tudi prebivalstvo je naraslo, ne, s tem, da ta narastna številka ne pomeni super naraščanje, ampak stagnacijo. Ne stagnacijo, pač je naraščanje, ampak ni ne vem kako strahovito. Ok, potem nekaj vidite tukaj Afrika, Azija, kako so tukaj nekateri deželi. To smo pa že, to smo tudi že, dobro. Lahko so vprašanje. Tako da nismo veliko izgubili. Ta statistika ne kaže Afrika, Azija, porast na zahodu, recimo upad. Zdaj, kaj se lahko iz tega mogoče naučimo, oziroma kaj je tisto, kar ne bi recimo na zahodu mogoče lahko začeli drugače delati, da bi morda tudi na zahodu doživeli nek ta obrat od tega upadanja, oziroma ali je to potrebno recimo po vašem mnenju? Da se nekaj konkretno recimo drugače začne v cerkvi delati, kot se je recimo pač v zadnjem času delati. Ja, zdaj, kot pravi drugi Vatikanski koncil, je ponudil nekatere opcije, ne, na katere vidimo, da funkcionirajo, lepo delujejo, ne, nekatere pa morda še ni čas prišel, ali pa jih mogoče tudi narobe razumemo, ali pa jih bomo še boljše razumeli. Mislim, kaj je tisto, kar tukaj na zahodu je, če primerjam recimo z Afriko, no, čisto tako. Jaz mislim, da mi smo tako, res mislim, sekularizacija je ta glavna stvar. Sekularizacija je ena od tistih stvari, ki vpliva na to, kako mi dojemamo Boga, drugega, sebe. Sekularizacija je prinesla tudi alternativne, čeprav je sekularizacija duhovnosti. Mi vemo, da danes je večina ljudi v Sloveniji duhovnih, ne, in sledijo nečemu, ne vem, joga. Jaz nisem, da date misli, da sem jaz neki yoga basher, ki tazga nisem, ne. Ampak govorim samo o tem, da pač to so alternative in opcije, ki jih ljudje izbirajo rajše kot, ne. V Zahod je zelo zašel v obdobje sebstva, ne. Če je recimo krščanstvo govorilo o duši, ne, je Zahod, recimo modernističen ali kakorkoli že to opredelite, govori o sebstvu, ne, to se pravi, center sem jaz, ne, sem jaz in vse se odvija in se okrog mene in se mora okrog mene, da se jaz uresničim. Gre za to samo uresničevanje. O tem je govoril recimo Jung, ampak kritično, ne. Jung je govoril o individualizmu in pa individuaciji, ne. Individualizem je pač usmerjenost vase, individuacija je pa izražanje osebnosti. Ampak vsekakor, že tukaj smo prišli kar precej daleč od tega, kaj pomeni duša krščanska, se pravi neka celovitost človeka z mišljenjem, čutenjem in vsega tako naprej v kontekstu odnosa do Boga. Jaz mislim, tukaj to je največja kriza. Ja? Zdaj se pač znotraj tega so te alternativne duhovnosti, krščanstvo ali pa recimo religije itak ne prodrejo druge sem, zato ker ne morejo, ker vsaka religija je bolj zahtevna kot pa ena duhovna praksa. Čisto tako. Jaz lahko samo posli pa globoko diham, ne, pa imam še zmer svoj mir, noben nič od mene noče in jaz nobenemu nič nočem, razen to, da sem plačal 2500 € za kurs za dihanje. Ne. Se pravi, ta kapitalizem, ne, v duhovnosti je gotovo še ena taka stvar, ki je zelo uspel, ne. Ti moraš danes fejs plačati, da so učinki. Druga stvar se mi zdi,
izguba občutka za sveto. Ne. Sveto ni nič več, tako rekoč. Vse je relativno, ne, neke take vrste relativizem je. Ne. Tudi v, kaj sem, reakcija je na to, na ta relativizem je seveda absolutizem. Ne. Zmeri so kontrasti, so zmeri obstajajo. In vedno gre za neke take, kako bi rekel, potem se zakrčiš, ne, in rečeš, tako je in ne drugače, ne, anatema sit, ne, in s tem nisi dal prostora drugemu kot sebi. Spet je to sebstvo, ne, ker si ti ustvaril svoje čaščenje sebstva, ker si ustvaril svoj svet, kako mora ta svet biti, da se to moje sebstvo uresniči. Ne, in Bog pri tem igra določeno vlogo. Veste, kaj sem rekel? Določeno vlogo. Nisem rekel, častimo Boga, ampak Bog ima določeno vlogo. Kar je čist narobe, ne? To nima veze z religijo našo. Druga stvar se mi zdi, če primerjam tudi mehen s Afriko, je skupnost. Skupnost je super pomembna stvar. Ne? Ti se prepoznaš v drugem. Ne? Ti svojo vero ob drugem doživiš. Šele zares. Ne? Drugače, če si nekje v glavi, pa si predstavljaš, ok, doživljaš to sam svoje. Ampak ti dejansko doživiš svojo vero in nevero ob drugem. In skupnost je tista, ki ti pomaga, da vero na nek način živiš in jo najdeš. Jo zgubiš in jo ponovno odkriješ. Zakaj? Ker vera, ne, ker sploh pa krščanska, je vezana na odnos, na osebo Jezusa Kristusa. In krščanstvo ni duhovna vaja, mislim, imamo duhovne vaje v krščanstvu, ampak ni duhovna vaja. Razumete? Duhovna vaja je lahko problem, če gre za to, kako se bom jaz uresničil. In zato, kadar jaz recimo tudi dajem duhovne vaje, zelo pazim na to, da ni zdaj prišel nekdo in se išče. Predvsem želim, da bi iskal Boga. Ne? To se mi zdi tista stvar. Ta duhovnost včasih v naši cerkvi, ne, tudi postaja, bi rekel, vezana na iskanje sebstva. Ne. Zdaj, to so nekatere take stvari. Zdaj, kaj pomaga, kaj ne pomaga? Jaz ne vem. Osebno jaz nisem usmerjen k nekim velikim prireditvam. Zdaj, nekaterim to lahko pomaga. Meni, jaz raje zbežim. Ampak gotovo nekatere te zunanje znamenja, ampak vendarle mi nismo tukaj zato, da bi se kazali. Jezus je rekel, dobili boste svoje plačilo. Ne? Če se razkazujete, bi rekli, kako so pa te pobožni ali pa kaj takega. Spet ni to. Pravi, odgovor ni lahek. Jaz mislim, da je odgovor vedno treba iskati v osebni veri, ne? In pa v veri skupnosti. Zdaj, če tega ni, potem smo mi neka social institution. Ne? Nismo cerkev v pravem smislu besede. Dobro, cerkev smo zato, ker smo, hvala Bogu, ugrajeni v Kristusa. Ne? To nas dela cerkev in njegova milost je tista, ki nas to naredi. Ampak kako tukaj na Zahodu, Peter, žal nisem dobro znal ti odgovoriti, ker nisem bolj pameten kot večina Evropejcev. Tudi v povezavi z prejšnjim vprašanjem, pa tudi v povezavi s tem slajdom, ki je zdaj tam. A je morda tako ena ideja za prihodnost dejansko pač imeti eno tako unitarno cerkev, katoliško, ampak decentralizirano, ker dejansko pač različne skupnosti imajo neka svoja lastna pravila, ne vem. Pa do kjere mere bi to dejansko bilo dopuščeno? To je dopuščeno. Ne? To se pravi, katoliška cerkev ne obstaja v enem samem obredu. Ne? Obstaja, mislim, da jih je 22, 23, en je bil dodan, ne vem, kateri že, ja? Obred. Tako da naša cerkev obstaja v različnih izvedbah.
Zdaj, če si tukaj rojen, ne, tukaj boš rimokatoličan, če si recimo, ne vem, v kakšni drugi državi, Makedonija, ne, boš se pa lahko poročil, boš duhovnik, pa boš katolik, ne, in boš, ali pa kaj podobnega, ne. Tako da naša cerkev je v sebi, ima različne liturgične tradicije, ne, nekatere so super stare, nekatere so, s tridentinskega koncila, nekatere pač znikajo sproti, pa se nekako skušajo uveljavljati ali pa se ne uveljavljajo, ne. Mi smo na takem terenu, jaz res ne vem, jaz nimam odgovora na ta vprašanja, res nimam, ampak vsekakor pa je prav, da iščemo, da razumemo in da rečemo, aha, ti imaš drugačno izkušnjo kot jaz, ne morem jaz tebe odstlačiti v svoj kalup, ne. In pač človeštvo je tako, da, ja, gotovo, že tudi recimo, pesem, ples, lej, že to je, jaz po sebi sem pač zahteven, kar se glasbe tiče, ne, jaz imam rad bolj klasiko, ne, pač kakšen koral pa take stvari, ne, to mi je všeč, ne, zelo. Pri drugih stvarih moram včasih malo potrpeti, ampak nisem jaz glavni tukaj, ne, nisem jaz tisti, ki bo rekel, točno tako mora biti, če ne bom jaz tečen in boste videli, ne. Se navadim, poslušam in se prilagodim in tudi sprejmem, ja. Ja, to so take, že osebno smo si zelo različni, že kako nekdo razume Boga, ne, kako dva človeka razumeta Boga, je zelo različno. Jaz recimo kot duhovni spremljevalc pač opazujem nekatere stvari, ki so podobne, nekatere pa zelo različne, ne. Spet, odkot izhajaš, kakšna je bila tvoja družina, kakšna je bila tvoja župnija, če si bil prej v cerkvi ali si zdaj nov v cerkvi. Tako, že na tej medosebni ravni so velike razlike, ne. Zdaj, medkulturne so pa še toliko večje, ne, tako da. Ampak so možne, ne. Ena stvar, o kateri je zdaj, je vprašanje, kako vendarle v tej različnosti skupaj hoditi, ne. To se pravi sinodalnost, ne, je velik izziv, ne. Zdaj to nekateri rečejo, to ne bo nič delali, ne, to je, drugi pa rečejo, okej, poskusimo, ne, poskusimo. Nekaj izkušenj na tem področju imajo anglikanci, ne. Anglikanci imajo teh več različnih oblik, celo heterodoksno nekaj včasih verjamejo stvari, ne. Saj tudi mi, ne, saj tudi v katoliški cerkvi je določene vrste heterodoksija, ne. Hočeš, nočeš, ne. Malo bom provokativen. Prav. Pa malo bom izpoveden, tako da nekaj še mislil, da sem nek zunanji. Pred 20 letih sem se spreobrnil. Danes pogledam, da je to bila neka vrsta duhovne pubertete, ki jo pa vidim, da jo večina ljudi sploh ne naredi. Sploh ne vstopijo to. Do katoličanov sem zelo kritičen pri 55 letih. Vidim, da ne iščejo. Bil sem v SKŽ-ju, skupnost krščanskega življenja. Bil sem v 2 zakonskih skupinah. Sploh ne iščejo ljudje. Ljudje so perfektni, popolni, sploh ženske. Videl sem, da ženske dejansko komandirajo svoje moške, da komandirajo v službah vse, a ne. Pri protestantih sem videl, da so veliko bolj zagreti, da se veliko bere Sveto pismo. Recimo pri katoličanih sem videl, da zelo težko molijo, zelo težko berejo Sveto pismo, nimajo kaj povedati v Svetem pismu. Slovenski katoličani, no, to, kar sem vedel. Predvsem ena stvar me pa najbolj moti, je pa to, da vidim slovenske katoličane in tudi duhovnike, da globoko verujejo v socializem. Prej si bil recimo malo kritičen do kapitalizma, seveda je treba biti tudi kritičen do kapitalizma, ampak v Sloveniji smo bolano kritični do kapitalizma in imamo še velik refleks do kapitalizma. Se pravi, kapitalizma ne gledamo, kot si prej rekel, kot ustvarjalnosti, podjetnosti, razvoja znanosti, naše življenje se je 10 ali pa 100 tisočkrat zboljšalo glede na tisočletje nazaj, ne, to. No, nekaj sem povedal, se pravi, meni se zdi, da se na Zahodu premalo išče
pa premalo se spreobračamo. To je en moj zaključek. Smo starejši sinovi iz prilike izgubljeni sin, starejši sinovi smo, ki smo mrtvi, ki nismo ne sinovi, ne bratje, samo glumimo, a ne, tako vidim katoličane. No, to, jaz mislim, da je to eno tako doživljanje, ne, To je bolj izpoved, ja. ja, tako doživljanje spoved, ne, ki jo slišim, ne, tako pri ljudeh. In očitno je neka reakcija na neki, ne, bodi si neko osebna izkušnja, bodi si pač tudi na to, kako mogoče tudi naša lokalna cerkev trenutno je, ne, tako. Ne vem, vedno je prostor za poglobitev, ne bom rekel izboljšavo, ampak rekel za poglobitev. In ja, ok, hvala za to. Ja, mene zanima, če je že vse napisano, a ne? Če je že drugi Vatikanski koncil se zgodil pred davnimi leti. Mislim, tako se mi zdi, da recimo papež Frančišek se tudi zelo trudi z nekimi svojimi stvarmi, ki jih pač spiše in izda. In zakaj imajo potem ljudje vseeno, ali pa imamo občutek, da je cerkev pač nekaj tako oddaljenega, a ne, obsojajočega včasih, avtoritarnega, tujega. Zakaj se to ne spravi v realnost? Jaz drugače študiram na teološki fakulteti, človek, ki ima osebne odnose in vidim že med profesorji, recimo pri enem profesorju, ki nam predava o cerkvenem pravu, pač je nekaj zelo rigidnega, ne. Pri enem drugem profesorju se pa pogovarjamo o amoris laetitia, ki pač se pravi, marsikaj bi šlo čez, a ne. Tako, ni ene jasnosti, zakaj se to, kar je bilo že napisano, ne zgodi. Mogoče preveč napisano, tako da v tem smislu, da je, mislim, dejansko, koliko je nekih dekretov in vsega tega, ne, to moraš potem se poglobiti in to študirati, a ne, saj prav, saj mislim, da je to dobro, ne. Sploh če ste teologi in tako naprej, je to naše delo. Zdaj, kako to vsebino, ki je vendarle, ne, dobra, ne, ki išče sprav do ljudi. Jaz mislim, da je, če je preveč, ne, potem je to malo force feeding, če poznate izraz, ne. Ti moraš ogromen narediti, pa sprejeti, pa se spremeniti za to, da si poj to, kar si. Recimo jaz, ko sem prišel v cerkev z 22 leti, ne, sem bil birman in tako naprej. Jaz sem nekako prej neko tako dosti svobodno, tudi versko in molitveno življenje živel, ne, zdaj potem naenkrat je bilo, sem pa moral nek režim. Ne, in ta režim je bil zame kar wow, vse moramo vse to sprejeti. A ne, jaz sem imel pač občutek, vse evangelij sem sprejel in tako naprej, ne. Kasneje sem videl, ne, da pa je potrebno, ne, če ne bi iskal samo sebe. Tako pa iščeš druge, kako do njih prideti in kot sem prej rekel, cerkev se udejanja v skupnosti, ne, kakršnakoli že je, lahko je slaba, lahko je dobra, ampak konec koncev človek, to je spet sodba človeška, ne, ampak človek se pač v tem, bi rekel, najde tudi svojo vero, potrditev vprašanja. Ne vem, če sem tole odgovoril, če ne mi ni zaneslo, ker sem večkrat izgubil za orientacijo. A sem? Mogoče ne. Pod vprašanje, mogoče za... Ja, res imam občutek, da je že marsikaj bilo v pravo smer spregovorjenega, ampak neuresničenega. In da če bi hoteli, da cerkve ne bi bile prazne, bi pač se mogli na ta način približati sodobnemu človeku. Ja. Veste kaj, zdajle je tako ena taka stvar v današnjem času, ne, da se je cerkev preselila na internet. Zdaj, cerkveni dokumenti in vse podobno, ne, mi ne znamo več brati, to je prva stvar. Drugič, tudi jezik je včasih tako malo duhamorn teh dokumentov, ne, treba tudi priznati.
treba se je potruditi, ne? To ni tako enostavno. Plus vse te kontekste poznati je umetnost. Tako da mogoče človeka to ne nagovarja tako na prvo žogo, ne? Ko se pa poglobi, ga pa nagovori. Se je pa preselila cerkev zdaj na internet, se pravi YouTube. Ne? Zdaj ustvarjalci mnenja, kaj cerkev je, kaj prava, kaj napačna, ne? Se znašali, jaz poslušam par youtuberjev, ne, raznih, še posebej zdaj sem v tem času, ko sem tole pripravljal, sem želel slišati, kakšen je glas tistih glavnih odločujočih ljudi v cerkvi zdaj, youtuberskih content creators. Ne. Tukaj z nami je naša predavateljica Terry. You were talking about the YouTube and podcasts as the future, yes, which is a good thing, but it's also a bleak thing because we don't have, and especially if you don't have the foreknowledge and the experience, and you listen to somebody who is just prolific in words and so on. So, invite one person another, and they give each other authority, and they kind of. So that's something that I was mentioning. Angleščina je moj jezik, drugače ga uporabljam 50%. No, to so zdaj stvari, ne, kako do ljudi pridete. Ne. Sej ne rečem, da so vsi content creators slabi, so nekateri odlični. Ne. Samo kako se znajdeti med njimi, to je pa druga reč. Znajo pa zelo dobro nekatere stvari ljudem predstaviti. Boljše kot jaz, sigurno. Ja. Nažalost imamo čas samo še za eno hitro vprašanje s hitrejšim odgovorom. Zadnji sem videl ene roke, da ste že prej. Začetek ljudi govorim o koncilih, pa samo se ljudje o tem, na začetku, ko so se te koncili začenjali, ko so bili recimo na pogosto 20. stoletje, potem zdaj v zadnjem tisočletju, pa v zadnjem 1200, pa 1500, pa zdaj Vatikanski 1900. Če bo še kaj? Ja, mislim, tako je. Še kaj, oziroma, lahko pričakujemo mogoče naslednji. Ja. Veste, kako človek je prerok v Rimu, ne? Da napove, kdaj bo. In napove več različnih datumov. In potem, ko se uresniči, rečejo, ta je povedal. Nimam pojma, res ne vem. Zdaj govorijo o tem, da bi lahko bil, drugi govorijo o tem, da bi ne mogel biti. Jaz moram priznati, da jaz toliko temu ne sledim. To ni moja glavni fokus. Tole moje razmišljanje, recimo sad, kakšnega enega meseca razmišljanja, branja, poslušanja in tako naprej. Seveda me te stvari zanimajo tako v vsakdanjem življenju tudi, ampak zdaj mogoče prvič, da sem res neko pozornost večjo temu dal. Tako da ne bi znal odgovoriti, ampak zakaj pa ne? Možno. Janez 23. je rekel koncil, ne? Oni so izbrali človeka, ki je bil star, so rekli, bo pa hmal bo šel, ne, itak, tako da ne bo nič kaj dosti drugače, ampak on je presenetil, ne, je rekel koncil in potem koncil prenese ressourcement, nazaj k virom, aggiornamento, posodobitev in podobne zadeve. Kaj se lahko še zgodi tukaj in zdaj, ne vemo, ampak te časi, zdaj, če mene vprašate, so zelo čudni. Politično in duhovno in versko so. Mogoče je pa čas, ne vem. Ja. Najlepša hvala, Damjan. Prosim. En lep aplavz, prosim. Stipka in zahvala za Večerno akademijo. Hvala. Ana Marovitost. Še Andraž, pa bom še eno besedo povedal. Ja, ponavadi dam besedo Damjanu, da je nekaj govori v regiju, nekaj, da je danes že govoril 1 uro. Bom to vlogo prevzel jaz. In sicer, mogoče samo to je bila zadnja akademija letos in zdaj, nažalost, do oktobra ne bo nobene. V naslednjih 2 mesecih se bova z rektorjem dogovorila in uskladila, katere predavatelje, katere teme, kakšne naslove dati
In torej v roku 2 mesecev lahko na socialnih omrežjih pričakujete neko objavo, ki bo naznanjala seznam večernih akademij. Tako da vabljeni, da nam sledite ali na Facebooku ali na Instagramu, in da si že rezervirate datume za naslednje leto. Tako. Povedal bi pa še, da do sredine maja poteka vpis v našo rezidenco. Torej, če imate brate, če imate sinove, če ste sami študent, ste dobrodošli, da se vpišete, da bi bivali pri nas. Iščemo pa take, ki potrebujejo mirno študentsko okolje, a hkrati zdravo študentsko družbo. Več informacij glede vpisa in o naši skupnosti in vsem ostalem pa najdete na naši spletni strani. Tako, hvala lepa. Vabljeni ste na posvetitev. Mogoče sem vsem bi ti ukradel besedo. Prvič se bi tebi rad zahvalil iz srca. Mnogi tukaj ste bili na vseh skoraj večernih akademijah in ste videli, koliko dela, truda in tudi bi rekel ljubezni in veselja si je Andraž ti vložil v to akademijo letos. Ogromno dela je odzadaj, tako da predlagam za Andraža en lep aplavz. Če se slučajno pozabil, kaj sem rekel, v kvari pa čaka pizza. Hvala lepa.